Na spletu lahko najdemo en kup informacij o spanju, ampak katere so mit in katere resnica pa točno ve profesorica doktorica Leja Dolenc-Grošelj, vodja ambulante za motnje spanja. Pozdravljeni. Dober dan. Ali drži, da najstniki potrebujejo več spanca, še posebej zjutraj, in zato zgodnji pouk zanje ni primeren? Ali je to samo mit in izgovor? Ne, absolutna resnica. Najstniki potrebujejo več spanja in absolutno potrebujejo več spanja zjutraj, kar pomeni, da bi se šole, gimnazije morali začeti kasneje dopoldan. To bomo zdaj stiskali pesti, da se bo izpomnila. Prej smo slišali pogovor z Mesečnikom, za katere rečemo tudi, da jih nosi luna. Ali je res luna vzrok za parasomnijo ali je to samo mit? Ne, to je v bistvu mit. Parasomnije so motorični dogodki po noči v spanju in hoja v spanju se dogaja v globokem spanju, v prvem delu noči. Ali je luna ali ne, pa na to nima vpliva. Na spletu smo našli tudi informacijo, da nas lahko prej pokonča pomanjkanje spanca, kot pa pomanjkanje hrane. Ja, to v bistvu ne vemo, zaradi tega, ker kontroliranega poskusa nimamo. S tem so v bistvu mučili v koncentracijskih taboriščih. Vemo, da je najdaljši rekord pomanjkanja spanja bil 11 dni. Potem je bila ta oseba zelo imela težave s koncentracijo, halucinacije, fino motoriko, ni pa umrla. Tako da ne vemo, po kolikem času človek umre. Težko bi v bistvu poskuse na živalih primerjali z ljudmi, tako da ne bi mogla odgovoriti. Ampak pri naslednjem pa se mi zdi, da bomo zagotovo lahko odgovorili. Izmensko delo in recimo potovanje skozi različne časovne pasove lahko zmotijo naš biološki ritem. Ali je res, da ga lahko resetiramo s tem, da si, kot kaže naš lep asistent, svetilko posvetimo za kolenom? Ne, to pa ne bo pomagalo. Ne bo šlo? Ne bo šlo. Peter, hvala, lahko odnehaš. Ali je res, da svetloba različnih elektronskih naprav, celo digitalne ure, moti naše spanje, kaj šele mobilni telefoni, tablice in podobno? Ja, najbolj nas motijo tablice in telefoni, zaradi tega, ker jih imamo bližje očesu in sevajo velik delež modre svetlobe. Modra svetloba je tista, ki najbolj vpliva na našo biološko uro v možganih in nam zato zakasni uspavanje in tudi v bistvu kasneje zjutraj vstanemo. Tako da svetujemo ne te naprave v spalnico vsaj 2 uri pred želenim spanjem. Se pravi, moti. Če nekaj preberemo ali pa se učimo in gremo potem spat, si bomo to bolje zapomnili, kot pa če vmes ni spanca. Ali drži ali ne drži? Drži. Spanje je zelo pomembno za tvorjenje spomina, tako REM kot ne REM spanje. Vsekakor pred izpiti pomaga, da spimo. Tudi če se učimo preko dneva, lahko za krajši čas zaspimo, da to v bistvu utrdijo naši možgani in se potem učimo dalje. Da, drži. Spanje je za nas zelo pomembno, zato da uredi vse podatke, ki jih zberemo v naših možganih skozi dan in je kot nekakšen antivirusni sistem za računalnik. Mit, resnica? Resnica. Spanje je pomembno, da se nam v bistvu utrdijo, smo rekli, po eni strani hormoni, po drugi strani spomin, tako da ga potrebujemo. Brez spanja naslednji dan ne bi mogli funkcionirati. Drži. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte kar. Če deliš, dobiš.